SITV v rubriki CV intervju in v današnji oddaji, ne smem govoriti o današnji oddaji, temveč tokratni oddaji, kajti oddaje grejo na lager in verjetno si bo nekdo kliknil na oddajo tudi čez 5 ali pa 10 let. Tako da nismo aktualni, nismo novičari. Torej gostimo etično in moralno avtoriteto Maribora, Aceta Prosnika, varuha bolnikovih pravic. Lepo zdrav, Aco. Dober dan, živijo Dušan. Mogoče najprej, ker sem se včeraj v najnem telefonskem pogovoru zagovoril, zmotil, pravzaprav bi pojasnili lahko gledalcem, kakšna je razlika med zastopnikom pacientovih pravic in varuhom bolnikovih pravic. Zgodovinska. Maribor je prehiteval Slovenijo in je že pred 10 leti, leta 2002, oblikoval ta inštitut varuha bolnikovih pravic. Sledil je pravzaprav temu, iz česar to izhaja, iz varuha človekovih pravic, in ker se je pokazala potreba tudi na tem ožjem področju, da vse ni bilo zajeto, je Maribor postavil varuha bolnikovih pravic, ga inštaliral v občinske prostore, kar je nad tem je občina, ki je prevzela to skrb. Drugače pa je to rezultat večletnih seminarjev oziroma kongresa Medicina in pravo, ker so pravniki in medicinci ugotovili, da bi to bilo dobro, in je UKC Maribor se s tem strinjala in tako je postal varuh bolnikovih pravic, konkretno v podobi Magde Žezline. Skoraj da, mislim tam okoli 8 let pozneje, pa je Ministrstvo za zdravje ugotovilo, da ta stvar funkcionira in da bi bilo dobro pokriti še malo bolj celotno področje, in so nastavili regijske zastopnike pacientovih pravic. Najbrž so se bali, da bi se preveč pokrivalo za tem izrazom varuh človekovih pravic. No, in ljudje pa tukaj pravično vse skupaj zamešajo in poimenujejo tako, kako mu v tisti hip na glavo pade. Za vsemi vmesnimi kombinacijami. Varuh pacientovih pravic, zastopnik bolnikovih pravic, torej inštitut je si tako zelo podoben, da poimenovanje ni bistveno. Torej, kdo se na koga obrača? Kdo se obrne na varuha pacientovih pravic, kdo pa se obrača na vas, na varuha bolnikovih pravic? Ja, čisto neodvisno, tako kot pride do informacije. S kakšnimi vrste? Ampak, a ni to odvisno od vrste težav? Ne, nič ni povezano vsebino. Seveda pa, geografsko pa je seveda preproste, da se ljudje obrnejo na regionalnega zastopnika pacientovih pravic. Tako da, če je klic iz Idrije, Nove Gorice, pa da bi bilo potrebno kaj več kot samo informacija ali pa kaj več kot samo pogovor, potem imam v pisarni naslov vseh slovenskih zastopnikov pacientovih pravic in dam temu, ki kliče, tisti najbližji naslov, da poglobljeno potem še razišče to svojo pritožbo oziroma ta občutek, da mu je bila prikrajšana pravica. Torej, ustanovitelj instituta varuha bolnikovih pravic je občina Maribor? Ja, pred 10 leti. Pred 10 leti to že bilo in to je potem, so prihajali klici iz vse Slovenije in je bilo tega že zelo, zelo veliko. Zdaj pa je varuh bolnikovih pravic je ostal, je pa novih 12, 13 ali 14 zastopnikov pacientovih pravic. To število se malo spreminja. Zanimivo pa je, da pa Postojna ne želi slediti temu, kar daje Ministrstvo za zdravje, ampak ustanavljajo varuha bolnikovih pravic, ker menijo, da to, da jih imenuje in da so v okviru Ministrstva za zdravje, da bi utegnilo biti že sporno. Po mojem občutku pa delujejo neodvisno od ministrstva. Torej, to je bilo ustanovljeno v času Soviča, ko je Sovič bil? Ja, to je 10 let že. Mislim, da bo to kar držalo. Ja. Kakšna pa je pravno-formalna
to društvo ali je... To je častna funkcija in je samostojno samo za prostore in za osnovno delovanje skrbi občina. Reče pa to čisto neodvisno. Jaz se počutim najbolj civilno, kar je možno. V tem smislu, da tudi nikogar nimam nad seboj, imam pravzaprav varuhinjo človekovih pravic. V nekem smislu poročila pošiljam njej letna in pa mariborski občini, pred mariborskim mestnim svetom. Je to poročilo potem obravnavano prvo na enem svetu za zdravje in potem še na mestnem svetu in je sprejeto ali komentirano ali dopolnjeno. Nekoč ste izjavili, mislim, da v večeru 2005. Točno. V Mariboru so napake bolj pri tleh, na višji ravni pa kar dobro funkcionira. Ste bili dokaj uvidevni do Maribora še 2005. Še vedno bi to stali za to izjavo? Ja, pa bi se dalo, zdaj bi pa lahko malo drugače formuliral, da so te napake, ki so zelo pritlehne. Zdaj problem vodstva, ne vidim to vodstvo poosebljeno v mestnem svetu ali pa mestni občini. Mislim, da točno mesto funkcionira na zelo različne načine. Mislim, da ima mestna občina relativno majhen vpliv na razvoj spontane kulture ali šolstva in tako naprej. Celo gospodarstva. Ali pa gospodarstva. To je en izsek, samo to, kar imamo danes pač zaradi aktualnih dogodkov, se nam zdi, da je tako zelo v ospredju. Najbrž bi relativno solidno funkcioniral Maribor celo brez občine. Ampak včasih ima človek tak vtis. Tu se predvsej strinjava, da mestni občinski svet, pa tudi župan v tistem danem trenutku ne more obvladovati vseh pol družbenega življenja. Ne, lahko ustvarjajo pogoje za večjo ustvarjalnost, če recimo imam v mislih to, kar me najbolj zanima, to je tisti živi, kreativni del, lahko izboljša te pogoje, lahko jih minimalizira, ampak kreativnost se malo ozira na to. Včasih je v tem obdobju 2005 ali pa še prej, ali pa že skozi daljše obdobje, je skoraj da se zdelo, da obstoja formula, da slabše, ko je, boljše cveti kultura. Pa ni bil uporabljen izraz na tem gnoju ali na tem kompostu, ampak neodvisno od tega je Maribor doživljal kulturne vrhunce in kulturne padce. Z obtožbami tudi o sivini, ki jaz nikoli nisem prav izrazito videl te sivine. Ja, znani mariborski slikar pravi, če nisi gnoj, nisi za coj ali nekaj podobnega. S tem se bi strinjali? Ja, nekaj je že potrebno. Nekaj resnice bo že na tem. Ja, pa da so to pravzaprav izzivi, kriza ali pa zelo nemarno vodstvo ali pa to v nekaterih krogih to ne povzroči apatije, ampak obratno, neko čisto drugo, na novo spodbojeno dejavnost. Ja, to so hkrati včasih takšna anarhija, so odlični pogoji za samostojnost, razcvet česa, kar bi pod kontrolo in pod skrbnim zalivanjem se zatrlo kot plevel. Pa je bil Maribor seveda različen. Vi ga poznate skozi različna obdobja. Kdaj ste? Ja. Odkdaj ga pravzaprav začniva nekje? Tako. Odkdaj Maribor poznate, odkdaj se ga spomnite? Ja, imel sem zelo dobro osnovo za spoznavanje Maribora, ker sem po 4 razredih osnovne šole prišel, smo se pravzaprav družinsko tudi preselili v Maribor, v prvi letnik klasične gimnazije, takrat 8-letne gimnazije. To je prva gimnazija sedanja. Ja, to je bilo v tistih prostorih stare pravne fakultete, tam na Mladinski ulici je bila klasična gimnazija in ta prehod od enega majhnega kraja, kar sem imel zelo ugodne pogoje za razvijanje. Z katerega majhnega kraja? Slovenske Konjice. Se tako zelo dobro lahko spomnim naše stare hiše
in potem, kako sem kot otrok raziskoval in kdaj sem prvič prišel preko plota sosede Krušovnikove na njihovo kutino, ki je bila krasno telovadno drevo. In potem, tako sem imel možnost se širiti tako, kot je moja socialna zrelost to dopuščala. In potem je bil ta preskok iz majhnega kraja, kar se vsi ljudje poznajo, pa v drugo največje slovensko mesto, ali pa še ljubše mi je ta izraz, največje slovensko industrijsko mesto. Izrazito delavsko, izrazito. To je bilo v 60-ih, ne? Ja, v 60-ih. To je 56. leta. 56. leta. Po nekaterih pričevanjih je Maribor bil takrat celo večji na nek način. Celo nekatere statistike govorijo, da je bilo celo več populacije, več prebivalstva v 60-ih, kot je sedaj. Je to možno, je to res? Čisto gotovo takrat nisem gledal statističnih podatkov, ampak je bilo za mene življenje to, da je bilo potrebno najmanj 2-krat na dan iti po Gosposki gor in dol. Ja. In to ni bil prosti tek. Če si hotel priti od enega konca Gosposke, od Slovenske, pa do glavnega trga, si se moral prerivati med ljudmi. To je bila točna množica in tako nabita z eno energijo, pa še glavni trg je del tega kazal, da je bil sprehod po Mariboru nekaj zelo posebnega. V bistvu se je mladina tam zbirala na Gosposki. Pa vsa tista revna trgovina, kar je bilo gledano z današnjega vidika, je bila skoncentrirana, torej to je bil res trgovski center. Sosednja Vetrinjska je bila popolnoma prazna. Kaj se je prodajalo, tam je druga stvar, ampak jaz sem videl predvsem Kraševo trgovino in bombone 505, tisti s črto. Pa manufaktura in to. Torej, prihajali so vsi ljudje, to je bil resnično center Maribora in to zelo, zelo živ center. In seveda, meni se je zdelo to takrat velemestno, kar je množica dihala, živela na poseben način, s vsemi mariborskimi posebnostmi. Vse to, ravno v tem smislu je bil Maribor večji, ker je po nekaterih pričevanjih bil bolj mesten, kot je sedaj. Ja. Primerljivo s časom, seveda. Ja, domnevam, da je tukaj avto svoje opravil, da je potem prišlo v modo predmestne gostilne in tako naprej in da se je potem tako nemarno Maribor izpraznjeval, zgubljal na nek način svojo dušo, s tem izpraznil ta mestni center in se selil na različne načine. Je pa že prej bilo, torej ti običaji iti na sprehod nedeljski, sprehod nesobotni. V tem času je bil pouk, je imel 6 dni. In naprimer, imeli smo na teden 6 ur slovenščine in 6 ur latinščine. Tudi gimnazija? Gimnazija, ja. Tudi? Srednja šola tudi? Ja, takrat je presenetljivo, ne? Tega se ne spomnimo. Domnevam, da se ne morete spomniti. Ne, mislim, da v osnovno šolo, da smo hodili v soboto celo, ja, v 60-ih. Ne spomnim se točno, res. Ja, gotovo. Ker ko pogledam, ko se spomnim urnika, 6-krat na teden je bila v klasični gimnaziji latinščina in slovenščina. Matematika pa menda ne. Nedeljski izleti ste omenili prej, to smo bili na Urban. Urban, Kalvarija, pa tudi, nekateri so tudi kakšen Pušelšank, Melski hrib manj, pač pa Pohorje Poštela. To je bil pa že izlet, če si šel z te strani na spodnjo postajo Žičnice. To je bil krepek izlet. No, pa tudi v tem smislu je bil Maribor mogoče v 60-ih večji, da je zelo, zelo hitro, skoraj v realnem času sledil tem mladinskim gibanjem, ki so se pojavile v Ameriki. Predvsem je bil bolj vezan na London, oziroma celo Liverpool so takrat govorili. Je bilo to res tako živahno takrat. In zanimivo, da sedaj Maribor od 80-ih naprej pa ne sledi
tem trendom tako hitro. Ja. Je takrat v 60-ih in potem so realna pričevanja. Ja, kako sem jaz to doživljal? Torej, v nekem smislu enostransko. Zanimala me je beseda in zelo sem sledil. Moj prijatelj Andrej Barbar mi je bil neke vrste vodič, malo po klasični glasbi, malo pa po tem besednem ustvarjanju. Medtem ko glasbeni del pa smo sledili tako na nenavaden način. Eden izmed sošolcev paralelk je imel brata Mornarja in tam mu je prinašal nove Beatlove plošče. Na drugi gimnaziji so bili sjajni večeri z rdečimi dečki. Torej, svet je prihajal zelo dozirano preko takih slučajnih povezav. Ljubili smo pa Radio Monte Carlo, Radio Luksemburg, to pa je bila zelo klasična popevkarska, tukaj ni bilo alternative. Tako da sem s tem manj bil seznanjen, doživljal sem pa ta mariborski novi umetniški pesniški val z Porsneričem, z Jančem, Mariborske Peterice, pa še marsikaj je bilo tukaj. Takrat je imel kar neko težo tudi Vladimir Gajšek z neizmernim romanom Ikarovo perje, se menda imenovalo, tam so šle stave, ali ga je kdo prebral ali ne, pa ga je pokojni Herman Vogel prebral. Ampak to je bil ta humor, vsekakor jaz ga nisem prebral. Jaz sem pred kratkim bral Vladimirjevo besedilo, pa je zelo radikalno usmerjen, opisuje Mariborčane na različnih področjih delovanja. Ja, se je bil po svoje prodoren. Spomnim se, da je slikar Golja, oče Golja, da je rekel, tako je naneslo, da so se pogovarjala o Gajšku, je rekel, z njim je pa tak, pol ure je genijalen, pol ure je pa čisti norc. Zdaj pa kak ne letiš. V vsakem primeru je dobra umetnost. Ja. Potem ste nadaljevali študij. Tudi na Ja, torej, to obdobje gimnazije je tako močne vtise na mene puščalo, da je to bilo eno, še zdaj doživljam kot eno zelo dolgo obdobje, teh 8 let. Druga slika, ki jo imam tako izrazito glede Maribora, pa je zelo vplivala na moje življenje, pa je bila ulica. Kerekova ulica z tistim časom, zelo težko bi ga označil, v nekem smislu je bil stabilen čas, malo stvari je prodrlo skozi, ampak imel pa je svoje, tudi svoje podtone, svojo subkulturo, kar skoraj da malo podzemne. In jaz sem imel srečo, da me je ena takšna skupina, napol kriminalna, da me je posvojila. Posvojila v tem smislu, da me nikoli niso izpostavljali. V nobeno akcijo mi ni bilo treba, ravno obratno, rekli si, ti si preneroden, to ne znaš in tak naprej. Bolje, da te takšna skupina posvoji, kot pa da te lovi. Ja, ampak dali so mi pa izredno veliko. Torej, ene izkušnje, ko sem pozneje že kot diplomiran bil imenovan za stalnega sodnega izvedenca za mladoletno prestopništvo, sem jaz to sceno popolnoma obvladoval. So mi že takrat ti dajali, so me čutili kot del mene in so mi tak nekaj v tem smislu govorili, tovariš, kaj rabite? Pa sem prišel, kaj naj bi rabil? No, kako kolo od avta ali kaj tako. Ne informacije, kolo od avta. Ja. Tako da je to bilo eno posebno doživetje in potem sam pa s njimi služil tako malo kot izvesek. Ta skupina je bila po svoje tudi zaprta, je obvladovala en del tukaj od parka. To je center skupina bila, ja. Taka center skupina, ne bom jih poimenoval, nekateri so zelo zanimivo se razvijali in ko smo kam tako šli in se kdo hotel pridružiti, so rekli, ne, ti ne spadaš zraven, ne vidiš, da smo samih boljših družin, poglej Prostnika. No, vsekako, samo Maribor je bil znan v 60-ih, v 70-ih, tudi še v 80-ih, vsakšen okraj. Ja, igrali so karte. Imel svojo bando. Ja,
Studenci pa to. Igrali so karte za denarje, ki se meni bilo nepredstavljivo. Sem enkrat hotel zraven igrati, so se mi tako režali. So rekli, kaj ne vidiš, da vsi golfamo. Se ti ne znaš. Tako da sem teh informacij takole, pa eno zaščito, pravzaprav, če zdaj pogledam, sem živel do te točke, ko me je ta skupina, ta banda posojila, sem živel zelo rizično. To vi ste spadali k tej bandi od Gosposvetske? Čisto mestnega. To je bila Krekova Majstrova. Ja. Nekaj je že pokojnih. Eden je bil celo... To je gravitiralo k male tržnici. Ja, ta del. Eden je bil celo mladinski državni prvak na 200 metrov, samo je vseeno mrtev, ker je tista proga bila daljša, ko je bežal pokojni. Malo težek umor, ampak na tak način se je preživelo. Razumem. No, ampak med tem druge bande, naprimer Tezenska, niso imele vstop v center, koliko vemo. Tudi Pobreška se ni dosti upala, čeprav je Pobreška bila bliže. Z Grinviča, naprimer. Ta hujša je bila Studenška. Studenška je bila. Ja, to bi mogoče Rudi Muge znal še boljše opisati. Ja, kak je tam izgledalo. V 70-ih pa je bila, to se pa že sam spomnim, sem večkrat tudi bil prisiljen odkupiti, ker nisem bil iz Maribora, nisem bil do bene bande pripadal, sem bil prisiljen odkupiti kakšno opeko na malem mostu, spodaj, to je še vedno bilo izročilo Studenške. Studenške, potem pa Krčevina. Ja, to je bilo eno zelo razgibano, ampak zanimivo, da tudi nekateri izmed teh niso prerosli tega ne lokalpatriotskega, ampak uličnega nivoja, da so nekateri ostali prav na tem nivoju, ko danes razmišlja o enih rečeh, ali se lahko kaj iz Maribora prenese na celo Slovenijo. Ne, jaz trdim, da je tako specifično in da se tukaj ne borijo proti mestnemu svetu, ampak naprimer proti eni osebi. Nič abstraktnega ni v tem, gre za čist konkretni nivo. Ta človek se zameri, ne njegova politika, pa kar ta človek. Ja, ta preskok. To je bilo potem po tej zelo bogati srednješolski. Takrat naj bi bili revni, ampak te revščine jaz niti slučajno nisem čutil. Revni smo bili v enakosti. Spomnim se dveh bratov, različni letnik, ki sta imeli ene same kavbojke. In niste mogli nikoli skupaj baniti, ampak ko pa je mama kavbojke oprala, sta pa bila oba dva doma. To je bila, recimo bi se temu rekla revščina, ampak v mojih očeh sta bila taka frajerja, da ni za povedati. No, 60-ta so bila tudi čas liberalizacije, zato je tudi vladal verjetno en določen optimizem. In tudi prehodi preko meje, šmugljari pri Radgoni, tako da je ta val plošč, vinilk, pa nekaterih oblačil, pa nekaterih modnih stvari je tudi preplavljal. Tako da je ta stik bil že potem že malo boljši z Maribor bolj kot Ljubljana, recimo, ker zaradi bližine. Domnevam, da ja. Čeprav, potem, ko sem prišel v Ljubljano, sem zaznal, da je pa velikanska razlika, da pa je tam italijanska meja najbrž bila bolj odprta ali nekak večja povezava in Ljubljana je imela ogromno teh artiklov, naprimer vesp, ki so v Mariboru Zalta, Meobespo, že takrat. To je bila strašna redkost. To je bilo nepopisno razkošje. Katerega leta ste prišli v Ljubljano? 64. Maturiral sem 64. leta in šel študirati v Ljubljano po temeljitem premisleku, kaj bi študiral, ampak ta temeljit premislek mi ni dal rezultatov. Potem pa sem si moral drugače pomagati. Zbil sem 3 lističe, na enem je pisalo gradbeništvo, na enem je pisalo ekonomija, turizem in na enem je pisalo psihologija, sem jih zbil, pomešal in potegnil psihologijo. Zanimiv spekter, od gradbeništva, ekonomije do psihologije. Ja, jaz mislim, da sem vse 3 pa po svoje uresničil zdaj, ko skoraj da že razdalje 50 let gledam na to, vse 3 sem uresničil. Zgradil sem hišo, ki smo jo ženo sama narisala, pa še nekaj drugega zraven. Uresničil sem si
tiste turistične želje z zelo skromno ekonomijo, da vedno sem imel jasni cilj spoznati Evropo. Mene ne zanima Južna Amerika, mene ne zanima Azija, to so mi tako egzotične stvari, ker tega kulturnega preklopa skoraj da ne moremo praviti. Vse mi je fino, kakšno fotografijo v roke, zelo močno tisne mene naredi, ampak nobenega razloga ne vidim, da bi se paril v vročini Vietnama ali kakšne druge tropske dežele. Ta evropski del je tisto, kar se mi zdi, da zmorem prebaviti, pa da zmorem nekako integrirati v sebe. Ono pa ne, da me bega, ampak po svoje me pušča hladnega. Ja, to so ti, še ni tako dolgo, ko sem ugotovil, da sem blizu temu, da pokrijem tiste 3 lističe, ki sem jih takrat razvijal. Mogoče ostajam kaj dolžno v gradbeništvu še, ampak niti ne tako veliko, kar je pri Sončku naš center v Vrtičah pri Kungoti, rekreativni center za cerebralno paralizo, tam sem še imel možnost sodelovati pri uresničevanju še ene želje, obnoviti neko kmetijo, jo obdelati kot kulturno pokrajino. In kateri del mesta ste si izbrali z družino, da ste rekli, da ste bajto zgradili? Ja, jaz nikoli nisem gledal na zemljevide ali si delal takih načrtov. Jaz sem vedno spraševal ljudi, če jaz kam grem, si jaz površno pogledam stvari, pol pa mi je v veselje, da prvega ustavim, pa prijem do tistega kraja. Kakšni so sosedje? Tu sem slišal tu mi je povedala ena moja znanka, Jasna, od Dobe, da je na Pobrežju ena krasna parcela, ki je čisto naravna. Moj sin je na invalidskem vozičku in je to zelo pomemben podatek. Ne moremo si privoščiti hriba, ker je to povezano s strašnim občutkom nestabilnosti. Tako da je to na Pobrežju in tako, kot sem si želel, ob gozdu, ko smo se preselili, smo imeli s 3 strani gozd. Zdaj pa je samo še z ene? Ja, z ene pa z majhne razdalje že. Tudi tista stran je že vmes nekaj. To nažiranje gozda stražunskega bi znala biti lahko kar posebna tema. Če se vrnemo še v Ljubljano. Študij, ja. Majhno obvladljivi trg, kar smo šli od doma v trg, potem Maribor, kar sem živel v mestu, in potem Ljubljana, ki je že tam v 70-ih letih že bila v večji meri svetovljanska. Tam sem doživel nekaj te človeške blokade. Medtem ko je Maribor v komunikaciji z ljudmi zelo odprto mesto in je prav vseeno, na kateri sloj se to nanaša. Lahko se krasno pogovarjaš s šoferjem na avtobusu ali takrat še s prevodnikom ali z nekom trgovini ali s prehajalcem na ulicah ali, kot se spomnim enkrat, z lekarnarjem Mlinažikom, ki je imel prav posluh za to, meni se pa zdel izjemno privlačna oseba, eleganten gospod, star pisec zgodovine lekarništva, lekarne v Mariboru, in tudi njemu je bilo enako zanimivo, pa je v Ljubljani ta situacija drugačna. V Mariboru imaš vedno občutek, da imajo ljudje več časa. Ja, in da ni tiste distance. Tistega hladnega, tistega obrambnega mehanizma, da ja ti ni treba z drugim nekaj imeti, da si nekako to pregrado ustvariš. Tudi vsaj nekaj je bilo, Maribor ni ohranil meščanske tradicije, Ljubljana je ohranila. In jaz sem doživel tudi to kot absolvent, da so me tik pred zaključkom študija, ko sem bil v neko družbo povabljen, da so me tam vprašali za mojo vizitko, tista družina. Se mi je zdelo zelo nenavadno za mene. V 60-ih? Ja, in kot študent.
če bi bil direktor Iskre, bi še nekako zastopil, ampak kot študent, kot kandidat psihologije, kot so me imenovali, tako da je ta ljubljanski del, se mi je pa malo zažrl v kosti, ta mraz v odnosih, se mi je kar pretvoril tudi čisto v psihosomatsko. V glavnem, če so običajni jesenski dnevi in se pripeljem v Ljubljano, približno po pol ure lahko pričakujem, da me začne zebst in z nosa teči, da se mi obnovi tisti stalni problem tam. Ja, z bratrancem, tudi psihologom Janekom Musekom sva stanovala na Kodeljevem in sva imela krepko turo iz Kodeljevega do Filozofske fakultete na Aškerčevo in povezano s toliko megle pa s toliko mokrote, da jo jaz imam za celo življenje dovolj, tako da mogoče za to Vietnama tako nujno ne rabim. Ampak študij ste končali v Rednem Ja, roku? študij sem... Ne. Ali je bilo pauziranja, ki je bil takrat za 60-ta dost popularen in potem ostal popularen vse skozi? Jaz sem bil vedno zelo plašen in zelo podvržen temu, če je to potrebno, je pač treba narediti. Te norme sem imel tako od starega očeta, avstrijskega podoficirja, avstrijskega vojaka, sem imel zelo trdne te norme. To je treba narediti. Potem pa sem delovno prakso opravljal na ta način v Mariboru, da sem slučajno naletel na takratno vzgojno posvetovalnico in ko sem prišel v juliju, da bi upravljal prakso kot absolvent psihologije, je direktorica bila tako pametna, da je rekla, tu nimaš kaj delati. In sem šel takoj še isti dan v Punat, v kolonijo kot vzgojitelj otrok. Kot vzgojitelj, zato da sem se izpopolnil v praksi. In tiste je bila res sjajna praksa. Tako dobra, da najbrž glas malo šel tem tudi do direktorice in sem bil pred diplomo, že sem dobil službo. To je zdaj pravljica. To je bilo takrat za Zvezo prijateljev mladine? Ja, kolonija je bila od Zveze prijateljev mladine, ampak direktorica vzgojne posvetovalnice je bila tudi predsednica ZPM. Tako, da je šlo to tako direktno in ta praksa je bila nekaj enkratnega. In sem dobil službo še pred diplomo, to je bila pa nevarna situacija. Potem pa sem rabil več kot dve leti, da sem diplomiral, ker mi je bilo delo zanimivo, ker so bile stvari take, kot sem se potem napihoval lahko tudi pri samem diplomskem zagovoru, ko so me vprašali po diplomi in mi čestitali za opravljeno diplomsko nalogo in diplomski izpit, kaj bom pa zdaj delal, sem lahko čisto po pravici rekel, zdaj bom pa začel študirati. Pa ni bilo mišljeno niti kot ena taka fraza, kar sem že poznal, da delo neposredno v praksi pa zahteva nekaj več. Nisem se pa toliko zavedal, da zahteva tudi kilometrino, da je biti svetovalec v svetovalnem centru, da je to daleč preko mej psihologije, sociologije, tehle stvari, ki jih se ponovadi pripravljamo, da je potrebno poznati tezno pa tabor, pa da je potrebno poznati mladinske skupine, pa da je potrebno poznati vsako glasbeno skupino, če češ kaj z mladostniki in tako naprej. In takrat sem začel brati, pa ne v prvi vrsti strokovno literaturo, ampak leposlovje ponovno. Odkril sem ponovno Dostojevskega, njegov Idiot, ki je krasen priročnik psihološki. Torej, zopet sem se vrnil k besedi, kot je bilo to moje dozorevanje. To smo zdaj že v obdobju v začetku 70-ih ali konec 60-ih? Ja, to je pa že 69, to je 70. leto, že 70. leta, 69. sem še bil na praksi, potem v 70. letu pa sem že redno službo na vzgojni posvetovalnici, ki je potem doživljala razne pretvorbe v imenu in kadrovsko, tako da je potem postala svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Neprekinjeno, 41 let z enim obdobjem, ker sem bil več na takratni pedagoški fakulteti kot predavatelj, ampak sodeloval s svetovalnim centrom pri razvijanju prostovoljstva, pri prostovoljnih skupinah. To je tudi ena izmed zelo privlačnih področji dela. Tilka Kren je bila takrat tistem času na študentskem.
Tilka Karen je bila direktorica svetovalne vzgojne posvetovalnice in potem psihologinja na študentskem, kako se je imenovalo, pod študentski servis je vse skupaj v ta študentski blok je sodlo. Ja. Kar precej stvari je spodbujala, kar pustila proste roke za razne smeri zanimanja. Ko so potem 70. Čas prekinitve liberalizacije, je to kaj vplivalo na stroko? To je, prvo tole, ta prehod iz Ljubljane v Maribor je bil za mene en šok. Šok, ne toliko kulturni šok. Maribor je imel marsikaj, kot pogrešal nisem našel pripadajoče skupine. Takrat me je zanimala v tistem obdobju politika. Bil sem član Zveze komunistov študentske, to je bilo zelo razgibano. Z Markom Bulcem smo poskušali ene stvari, torej ta univerzitetni komite je imel eno polno vsebino, gotovo je bil tudi vzvod za eno usmerjanje, pa za vodenje, pa nadzor, ampak bil pa je eno zelo živahno središče dogajanja. Franci Pivec je tukaj zelo veliko, tudi meni osebno pomenil takrat, ko torej to študentsko gibanje je imelo jasen protipol v partiji in je bila bitka tako zelo dobro spolarizirana. Dobro se spomnim prijemov Hermana Vogla, ki je na Vogalu v Aškerčeve delil beli kruh študentom tam pri enem oknu. Jaz skozi okno dajal beli kruh, da se enkrat beli kruh vidi, čeprav ni bilo, v tem smislu ni bilo pomanjkanja. Študentje, jaz nisem videl, da bi kdo kdaj stradal, bili so kakšni absolventi, večni študenti na kakem podstrešju, enega se spomnim v študentskem domu, jaz sem stanoval privatno in sem bil samo vabljen in se mi je zdelo imenitno življenje v študentskem domu. Nisem se toliko zavedal, da je tako imenitno, da je težko študirati tam. To je bila druga stvar. Ampak spomnim se enega takega dogodka na neko božično jutro, ker mi je tak ime povabil, rekel, zdaj bova pa eno dobro delo naredila. In je tisti zamaščen pladen, nikoli niso bili čisti tisti pladni v študentskih menzah, nabasal za kakavo. Je že bila takrat tista menza, ko zdaj še stoji? Ja. Nabasal kruh, marmelada, kakav in tisti pladni smo odnesli na podstrešju in tam je bila ena večna bajta in ko je videl ta praznični zajtrk, so se mu vlile solze. Pa niste pozabili na mene. Pozabil je on sam na sebe, torej taka predstava, mislim, da je to težko še kaj najti. Večni študent nekje ilegalno v študentskem naselju. Hodil pa je samo, potem sem se malo pozanimal, sem ga še enkrat srečal na železniški postaji. Hodil je gledati vlake. To mu je bilo pravzaprav edini resni opravek. Študij vlakov. Ja. Franci Pivec se je takrat tudi 71. kdaj vrnil v Maribor? Ja, kar hitro, kot tajnik, takrat nekaj časa tudi minister. Jaz sem to malo v megli. Jaz se nikoli tako precizno nisem zanimal. Mene so zanimali ti vtisi. Ljudje, različni ljudje in imel sem že od tiste še mladostniške bande zbirko zelo nenavadnih ljudi. Uspelo mi je, da sem za tem stereotipno predstavo ene barabce videl še lahko spoznal, so mi pustili dovolj blizu, da sem spoznal še drugo plat. Zelo resne osebnosti in zelo marginalne osebe. Seveda je spadalo tudi nekaj, kar je bil del mariborske folklore, zdaj so še samo sence tega, razna nenavadna bitja, ki so se pojavljala na ulice,
s pozitivnim predznakom kot Jurček, brez predznaka, kot je bil Nori Ivan pa Franček, ki je imel možnost, da v tistih pogojih gospodske, da je ženske presenečal, ker je bila taka nornica, on pa je bil majhni in na vsem lepem se je predskakal pojav, to je bila strašna panika. Otvor plašč. Če je Franček zakatal. Ne, to pa je bil drugi. Jaz sem ime pozabil, tisti pa je deloval na robu parka zdaj sem pa pozabil strokovni izraz za to, da bi se bova lepo izražala. Franček, to je bil tisti, ki je hodil na vse kino predstave. Potem je bil pa en, ki je kot kavbojc streljal, ker je hodil vse filme in jih je potem na ulici preigraval. In je to izgledalo približno tako, kot kak epileptični napad. Na vsem lepem se je na tla vrgel za težko rano v srcu in tako naprej. Ampak je bolj spominjalo na nesrečo, kot pa na prizor iz filma. Ja, tega se tudi sam spomnim, teh likov. Ja. Tudi v subkulturah, mladinskih subkulturah je bilo več posebnežev. Nasploh je bilo več posebnežev na ulici, ki pa so s časom izginili. Tudi nove generacije posebnežev niso prenesle na ulico. Čem je? Ne vem. Kaj se je zanimiv zgodilo? fenomen. Kaj se je zgodilo? Zadnji ostanki enega mladega gospoda z zelo nenagovanimi lasmi ga videvam zdaj, da postaja bolj in bolj urejen. Ja, točno. To je en taki zadnji, tudi ne vem, kako so uspeli izločiti iz trga, Majstrovega trga med prvo gimnazijo in občino vse tiste klošarje, jih tudi več ne vidim. Maribor dobiva neko drugo podobo. Namesto tega je beračenje kot del neke profesionalne, visoko profesionalizirane aktivnosti. Torej, to so romunske dependanse, ker jih dostavljajo na tistih krajih. Ampak to je že druga stvar. Ampak zanimivo, tudi v klubu mladih, v tistih časih, če bi ga sedaj primerjali s pekarno, se je takrat več posebnih fac zbiralo, ljudi, ki so svoje imidže delovali, svojo filozofijo, tudi svojo neko estetiko, nekateri so potem seveda uspeli v umetniškem svetu ali pa propadli, ali kakorkoli, ampak tega v pekarni tudi sedaj ni več, ne vidiš toliko. Ne vem, kaj je rezultiralo v to, da vsi hočejo biti profesionalci od začetka in avtomatsko vsi odpadejo, ali ki so bolj posebni. Jaz upam, da to ni kje posledica tega, da z današnjimi očmi nekaterih stvari ne vidim. Dopuščam pa tudi to možnost, da več ne vidim, vsekakor pa nisem obdržal navade, da je treba 10-krat na dan iti po Gosposki gor in dol. Tako da je teh kontaktov imam tudi v tem smislu manj. Vidim pa tega resnično ne. Tako, seveda to ni bilo edino, če tista 70. pa še tudi 80. leta, ker je Gosposka pomenila tudi, da se je zanesljivo vsak dan nekaj pijancev v zelo akutnem stadiju vidi, ki so avbiksali. Torej, tudi te folklore alkoholne je bilo zelo veliko. Ali pa so vsaj vdihavali alkoholne hlape tam pri Binagu na Bogalu. Tam. Ta mokra kultura je bila tudi neprimerno bolj. In popolnoma polna gostišča. Iz Orla je kar ven gledalo, vsi niso mogli stati za šankom. To je bila druga in tretja vrsta pri šanku Orla. Tam zraven so lahko samo ugledne osebnosti, kot bom zelo pazil, da ne bom konkretno imen navajal, da so meni... Ugledne osebnosti za šankom. Bom zelo pazil. Prej smo se dotaknili študentskega gibanja, pa mogoče tudi malce že teh političnih gibanj. Bi lahko rekli, da ste zmernež, pravzaprav iskalec dobre mere med različnimi ekstremi. Nikoli vas ni bilo videti v nekih ekstremnih gibanjih na obo... Torej, zelo pogosto pa v vlogi opazovalca. Meni je najpomembnejši roman, ki ga človek s svojim življenjem napiše. In te zgodbe so mi najbolj pristne. In potem pride tisti, ki so zapisovalci tega romana. Jaz sem zelo te kroge občudoval. Včasih sem se tako prenimal kot, kako se reče, peto kolo ali pa sedma rupa na sviralo. Torej, zelo sem občudoval
te ljudi v Mariboru ali pa v Ljubljani in sem včasih na repu tega kot opazovalec lahko sodeloval, ni pa to moj svet. To je samo svet en deloma boemski, v prvi vrsti pa ustvarjalni, ki me vedno zelo privlačeval in v enaki meri tudi tisti drugi tihi svet laboratorijev, raziskav, eksperimentov. Tudi v Ljubljani sem bil na tak način razcepljen. Malo sem hodil gledati, kaj se dogaja pri Pigovcu, pa okoli Šestice, pa v takratnem Dajdamu, ker je kraljevala mariborska študentska elita. Rahle težave so imeli s študijem, ampak ugled so pa imeli silni tam. Na eni strani, na drugi strani me je pa enako privečevalo v kleti filozofske fakultete, ker so imeli biologi svoje laboratorije. Spomnim se enega takega doživljanja, enkrat so me noter povabili, ker sem se tam toliko smukal, da so pokazali, ko nahranijo kače, ko pridejo z miškami, kako to izgleda. Zelo drugače, kot sem si predstavljal in nekako se mi zdi, da sem to sliko lahko po življenje prenošal. Torej, to je kača, tukaj je miška in druga za drugo se ne zmenita. In miš ne kaže nobenih znakov panike, kača ne kaže nobenih interesov za to miš. Po kakšnih 10-15 minutah pa dobi kača neko idejo. In se obrne v tisto smer in v tistem trenutku, ko se to zgodi, bo se na miši, ki niti ni nujno obrne v tisto smer, nekaj zazna, neki drget in to, in potem se kača približa in miš obnemi in se pusti požret gladko kot ta zadnji proletarc. To pa je zanimiva primerjava. Brez vsake bitke, brez vsega, samo iz tega strahu. Sploh vprašanje, če bi tiste kače tam bile kos pri enem dobrem šprintu v stilu Tom in Jerry. Ampak ta prizor te uročenosti sem potem tolikokrat videl v družinskih situacijah, naprimer ob očetu alkoholiku in do kraja preplašen otrok, zavrt, nezmožen kakršnekoli intelektualne storitve ali karkoli, neuspešen v šoli, čisto trd od nekega stalnega strahu in hkrati popolnoma nepripravljen se odpreti. Popolnoma nepripravljen. Kak je pa z očetom v redu, kak se imate doma fino in tako naprej. Torej pripravljen do konca zagovarjati svojega psihopatskega očeta. V tem vidim to povezavo, oziroma tam sem tako doživljal to kot eno sliko enih socialnih odnosov, ki pa res pomenijo dno teh socialnih odnosov. Slabše pa ne more biti. Naj to čisto aktualiziram. V lanskem letu smo bili družinsko v enem takem vožnju z ladjo in ladja je ustavila v Atenah in je bilo na izbiro in glede na to, da se je že vedno približno kakva je situacija, sem si bolj ogledal tiste posnetke in doživel in videl tudi na ulici Perejev, saj deloma, to totalno apatičnost, to zadnje stanje. Ni prevladujoča slika v Atenah, ti, ki glasno demonstrirajo. Prevladujoča slika je totalna apatičnost in opuščanje, zapiranje muzejev, neprijaznost tam, ker so prej bili prijazni, skrajševanje delovnega časa. Torej, to je najhujše. Dokler se bunijo, je vse v redu, ampak potem, ko se to zgodi, da je resignacija in apatičnost, tega pa me resnično strah. Tam te pa zmrazi. To pa je tista miš, ko pa res ni več pripravljen nič, ne za sebe, ne za drugega narediti. Ampak samo ždi, niti hrano si ni zmožna več pridobivati. Zdaj, če bi primerjali družbo slovensko, duševno zdravje, v preteklosti 30 let nazaj in danes razlike je sedaj več, ali so drugačne anomalije, ali je bilo prej manj dela v 70-ih, recimo.
Da ostanem čisto na strokovnem področju, ali pa da začnemo strokovnem področju. Torej, težave, stiske otrok so bile bistveno drugačne. V ospredju je bil problem zavrtosti, plašnosti, neučinkovitosti in neaktivnosti staršev na tem področju. Učitelji so pošiljali na svetovalni center, da je potrebno. Ti so se pa branili na načine, ki so jih pa zmogli za tako pomoč. Ampak prevladovala je ta zavrtost. Prevladovala je tudi pasivnost. Pri tej moji klienteli, da tako rečem. Danes je ravno obratno. Danes so to nemirni otroci z hiperaktivnostjo, z motnjami pozornosti, z možnostjo se postaviti za sebe, ampak ne z možnostjo uresničevati en svoj plan. To je na tem nivoju. Na tem nivoju je to tako. Zdaj, če pogledam kot družbo, kot moje doživljanje družbe, v Mariboru na eni strani zelo, zelo odprta družba, z mogoče kakimi vrhovi, v katere pač nisem imel takrat pogleda, najbrž so bile ta naš tip komunizma ali pa socializma je imel zelo izrazito elito, ki se je izrazito skrivala, ki je živela eno svoje življenje, našla ene oblike distance, pa enega prikrivanja. To sem že razumel. Konec koncev sem doživel ene stvari, tudi študentske naselje v Ljubljani, je ta elita bila bolj v ospredju in se je dalo zaznati. Z oholostjo in z aroganco, kot jo je potem žal podedovala stranka ZSMS in potem stranka LDS. Z bistrimi mladeniči, z silnimi intelektualnimi kapacitetami, ampak osnovno neusmerenost v ljudi. Ne naravnanost to, ampak v ene prestižne dosežke, v eno prerivanje, nekaj, kar ni bilo dobro. Torej, ta družba je na mene kot mladostnika v tistih 60 letih je bila pa hkrati silno enakopravna v tem totalnem pomanjkanju. Tako množični smo bili tisti, ki nismo imeli nič, o kakem denarju se meni ni sanjalo. Jaz sem imel resne težave potem v študiju, da sem se discipliniral, imel sem osnove za to, da sem se lahko discipliniral. Torej, nikoli nismo živeli razkošno, da sem potem to ekonomijo vzpostavil. Celo sem si kupil uro za prvo štipendijo, pa sem grdo nastradal zaradi tega. Še danes imam na roki iz leta 64 uro na način, kot se ga je možno samo v Mariboru. Na Gosposko sem šel k urarju, temu najstarejšemu na Gosposki, kako se že piše ta sjajna družina, zdaj je že tretji ali četrti po vrsti z čisto muzejsko, uradno. In sem ga vprašal, katero uro bi si je skupil. Pa je šel v izložbo, pa je vzel nekaj iz tistega množice predmetov, ki so tam noter, in položil znamko Korteber v izložbo. To je nasilno skromna izložba in potem je šel uro Korteber kupiti. Torej, ta prehod, ko sem moral sam s tistim malim denarjem ravnati, je bil za mene kar malo težavn, ampak spet ne tako. Stvari prestižnih, nikoli nisem imel nobene skušnjave. Tale ura je moja skušnjava, bilo to sem cel svet želel. Je pri meni eno ozaveščeno stališče. Jaz se nikoli nisem počutil mlad in zdaj se ne počutim star. Za mene sem jaz ena konstanta. Nič se ne spreminjam. Seveda čutim staranje telesa, čutim bistvene spremembe pri tem, kako izgledam, ampak kot doživljanje sveta pa mislim, da ves čas lahko z ene točke gledam in primerjam. In takrat nisem doživljal revščine, ampak sem doživljal to, da so bile zadovoljene osnovne potrebe. In mi je bilo zelo, zelo prijetno in tisti, ki mu v mladosti ni prijetno, pa me dune, da bi lahko več za sebe naredil, pa se malo potrudil, ker ima pravzaprav vse opcije so mu odprte in tako dalje. Mogoče danes manj za ene visoke poklicne ali pa znanstvene
znanstvene bi še šlo, ampak kakve visoke uspešnostne karijere mora imeti tudi ene druge pogoje. Ampak vem, da je bila revščina, nisem pa doživljal kot revščine. Osnovne stvari smo imeli urejene, jaz sem bil celo zelo urejen, vedno sem bil pokarpan. Rečko, kdaj sem imel kaj novega, ampak vedno sem bil čist. To je bila moja mama in moja teta, sta bili zelo ponosni, da sta veliko družino tako vzdrževali, da smo bili. In lahko bi še kaj celo naštel, še kaj prestižnega. Moja teta je znala celo srajce delati. In sem imel butik srajce, tako kot jih danes nima noben, po moji meri. Torej, ko govorimo o mladosti in prehodu, kar ste prej omenili, pravijo, da če do 30. nisi upornik, nisi normalen na nek način, in če po 30. ali pa po 35. si še vedno upornik, tudi nisi normalen. Ja. Bo to veljalo? To bo že veljalo. Torej, to pa bi bila patologija, da takrat ne bi preizkušal velikih resnic in velikih idej o pravičnosti, o izenačenosti in tako naprej. To, če kdo tega v sebi ne čuti, je to en minus. Potem z leti se pa ta sprememba vseeno zgodi. Prevečkrat sem že doživel šparanje, prevečkrat sem že doživel programe stabilizacije, prevečkrat sem že doživel... Preveč sem tega že doživel, da bi čisto resno vtis na mene naredila. Torej, ta javni del za temi svojimi parolami je nekaj, kar se lahko zelo, zelo spreminja, medtem ko v tem zasebnem je pa dobro obdržati eno mero večjo kot takrat pri 20 letih, ker bi bil pripravljen za marsikatero idejo iti na barikade. In sem tudi hodil na barikade in sem ponosen v 68. letu v Ljubljani. Že predtem so bili v Ljubljani študentski nemiri na filozofski fakulteti. Imel sem možnost to doživeti, študentsko množico, ki je resnično razjarjena. Danes z tega vidika ne prepoznam študente, ampak seveda dopuščam možnost, da teh stvari ne vidim, da če nisi noter, jih ne doživiš. Pol ure pozneje prid se ne vidi nič več. Danes je kocka. Ali pa dan kasneje. Kocka bolj aktualna. Metanje kocka, hitreje gre vse skupaj. Ja. Če se vrneva k vaši strokovni plati k življenju, potem je prišel magisterij enkrat. Kdaj je? Magisterij ste verjetno naredili iz prakse, verjetno se iz praktičnega... Ja. Vse stvari sem počel z namenom si odgovoriti na svoje vprašanja. Diplomsko nalogo sem delal v psihiatrični bolnišnici v Vojniku in na enem eksperimentalnem področju. Zanimalo me, ali alkoholizem kaj vpliva na doživljanje smrti in na pojmovanje življenja, ali te socialne patologije, ali kaj vplivajo na človeka osebnost, ali po domače povedano, da zelo poenostavim, ali je človeka, ki pije, bolj strah smrti kot tistega, ki ne pije, ni ga bolj strah. In tudi zaradi cigaret ga ni bolj strah. In strašenje smrtjo nič ne pomaga pri teh rečeh. Šlo pa je bolj za preizkušanje tako zvanega semantičnega diferencijala, ene besedne tehnike za ugotavljanje razpoloženj in stališč, torej bolj z obče psihologije kot z klinične psihologije. To je bil odgovor na tisti takrat zelo popularni študentski alkoholizem. Na poslovanju študentskem je štelo to, koliko lahko tudi popiješ, in bili so velikani v tem nekateri. Jaz sem bil zelo v parterju za svojimi 60 kilami takrat. Jaz sem bil zelo poceni pijanec, ker mi je eno pivo že vrglo. No in potem, po diplomi, to sem pa res razumel, da je potrebno, da imam razne oblike, ali bom čisto individualno študiral, zato da obvladujem svoje delo. Ni šlo za to, da bi bil študij psihologije nekvaliteten, ampak to področje je tako zelo zahtevno družinskega vzgojnega svetovanja, zahteva na tolikih področjih vsaj neko minimalno znanje, da sem potem še
vpisal še magisterij iz klinične psihologije, nadaljeval pravzaprav smer, takrat je psihologija bila že v začetku usmerjena na industrijsko, pedagoško ali pa klinično, nadaljeval z magisterijem. V 80-ih? To je bilo v 80-ih, ja, ko me je sem se malo začel spogledovati tudi za pedagoško fakulteto. Zanimalo me je to, kako pa zgleda eno tako predavateljsko delo. Sem bil potem kar hitro tudi povabljen, takrat pa je bilo potrebno tudi potem magisterij narediti. In sem potem v 5 letih ugotovil, da je to, da mi pa tako čisto sedenje, tako laboratorijsko delo, raziskovalno delo za distanco do življenja, da me pa ne izpolnjuje. In sem se potem po 5 letih vrnil na svetovalni center. Bile so pa takrat zanimive ideje, tako kot je bilo razgibano študentsko življenje, je bilo tudi Univerza Mariborska v nastajanju in v nekem vretju. Takratni dekan Pedagoške akademije je imel idejo povezati teorijo in prakso in je vabil in je bila podpisano pismo dobre namere. Jaz sem bil direktor svetovalnega centra, pismo dobre namere pa je govorilo o tem, da bi to bilo združeno. Pedagoška akademija, svetovalni center in pa takratna šolska inšpekcija, ali sem pozabil, kako so se točno imenovali, ne kot inšpekcija, ampak šolski svetovalci, torej Zavod za šolstvo, da bi to bilo v okviru Pedagoške akademije, da bi Pedagoška akademija predavatelji imeli eno trdno bazo za hkratno svoje raziskovalno pedagoško delo in neposredno delo. To je potem žal z odhodom dr. Lešnika padlo v vodo, za to idejo mi je zelo žal, ker sem pozneje videl, da Zagrebška filozofska fakulteta pa Pedagoška fakulteta, da ima tudi svoje ambulante, da ima neposredno prakso. In mi ta stil Pedagoške akademije, kar samo študentje hodijo na prakso, ni bil všeč. Meni se je zdelo, da bi prvo moral predavatelj pokazati, kako se dela in da bi prvo morali njega poslušati v razredu, ne za katedro predavateljsko. Ampak to so druge stvari. Ja, saj mi bi lahko razpravljala tako, Dušan, krasno to je. Imela dvodnevni intervju, ampak preskočimo mogoče zdaj v samostojno Slovenijo. Ja. To obdobje, kako ste to obdobje videli, kaj se je tam dogajalo, tudi na strokovnem področju? Ta 90. leta pa, torej, to pa sem jaz tudi doživljal z tistim mladostnim žarom kot eno pomlad, kot eno slovensko pomlad, kot eno ozaveščanje. Je šlo takrat za eno psihozo v nacionalnem smislu? Bi lahko to tako imenovali? Ampak ne agresivno in ne sovražno do drugih. Meni je Jugoslavija bila ena posrečena tvorba, ampak 2-3 obiski v Beogradu so pa mi dali misliti. Beograd pa sem res doživljal kot izjemno egzotiko, kot en svet, ki je bil zelo prijazen, zelo odprt, doživel sem ga pa tudi kot zelo manipulativnega. Moja izkušnja je takrat bila, torej to je bil prvi en taki kongres psihološki v Beogradu, ker sem doživel nekaj stvari, ki so me pa zelo, zelo streznile. Ko sem lahko ugotovil, da ti ljudje, da smo si Srbi tako drugačni, zdaj bom pa zelo poenostavil, skoraj do stereotipa za razumljivost. Torej, videl sem eno bistveno razliko. Vsak Srb za sebe krasen človek. Nepopisno sem se zabaval, dobro sem bil sprejet. Skupina srbskih, beogradskih študentov psihologije, kot skupina, pa mi, je pa čisto druga pesem. Drugega so kontrolirali in strašno so pazili, kaj kdo rekel, znal, kako se je obnašal do drugih, torej kot skupine so pa nemogoče. Absolutno za to blazno kontrolo skupinsko, z blazno pozornostjo, kakšno pozicijo ima kdo. Pri Slovencih je pa ravno obratno. Individualizem bolj poudarjen. Pri Slovencih je pa ravno obratno. Kot posameznik smo nemogoči. Tako težko je prenašati. Zadošča pa, da se premakneš za 1000 metrov in se vsedeš v eni planinski koči
dol in je skupina sjajna. Samo mora biti neki pametni povod, da je že bilo premagano 1000 metrov, da je bilo že dosežena globina 30 metrov, da je prevoženo toliko kilometrov z motorjem, pa je to skupina. In tam v skupini je pri Slovencih pa najdem eno pristnost. Pri njih pa silno zavedanje tega nacionalnega in kaj si bo drugi v meni mislil v skupini. Beograd me je še po eni stvari šokiral, po eni grozoviti nevarnosti. Povabljen sem bil kot študent, seveda, da poceni jem v menzi filozofske fakultete. In tam je bila samo postrežna, tako kot v Ljubljani, ampak bile so 3 jedi. En pasulj za centimetr maščobe, ena rižota s centimetrom rumene maščobe in nekaj, kar ne bi znal poimenovati, pa tudi poskusiti ne bi upal. In nekaj od tega sem si nadeval, kalorično je bilo čisto dovolj, pa sem pa vprašal, kaj bo jutri. Pa so mi vprašali, kako jutri. Kaj bo jutri za kosilo tukaj v tej menzi? In so me začudeno gledali. Potem pa sem res vedel, celo leto so te 3 stvari. Nemarnost, niti da bi vsaj kupus bil naslednji dan, kaj tega. Ne, skozi celo leto, evo ti te 3 jedi imaš. Ekonomično. Ja, saj. Ja, in potem polne restauracije, drage, za mene absolutno predrage, te istih študentov, ki sem jih tam videl, samo ne v menzi. Torej, diferenciacija je že bila, to pa je bilo pred 80 leti, tam v 70 letih. Diferenciacija v Beogradu, socialna diferenciacija je bila kar velika, nacionalna zavest je bila, če so bili v skupini, zelo velika in zelo močna kontrola, individualno pa nepopisno lepo. Zgubil sem se v Savi, tam v tistem ciganskem delu. Tako ni bilo druge rešitve, kot voditi v samostojno. Tako kot je rekel Cankar, po krvi smo si bratje, po načinu življenja kulture, pa niti bratranci nismo. So pa te nepremostljive razlike. Tudi potem pogovor z eno študentko, ki mi je bila sploh privlačna, pa torej odnos do žensk je bil precej slabši. In tista inteligenca je imela eno grdo lastnost. Stajna zajebancija. Strašno težko si do resne besede prišel, ampak tisto podjebavanje, zadjebavanje, nadmudrivanje, tega mi je bilo pa absolutno preveč. Najbrž sem v nesrečnih okoliščinah se znašel na nesrečnem kraju, ampak tistega, in potem, ko pa ne bi se jaz tokrat pozanimal, njihova inteligenca je imela aroganten odnos do ljudi. In pa njih seljačino pomeni žalitev, kot si jo mi ne znamo predstavljati. Ja. Pa nas je kmet, ne veš, ali z občudovanjem, odvisno tega, kakšen kmet je. Ne? Ja, samo to izročilo balkansko, mislim, da je rezultiralo tudi v izgubi političnih glasov levice v Sloveniji, če gremo na neaktualne dogodke zadnjih 20 let, zadnjih 10. Tudi slovenska levica je to izročilo prevzela, tega elitizma, urbanega elitizma. Zdaj si bom pa prvoščil nekaj. Vsi drugi so kmetje, mi smo pa najbolj pametni. Zdaj si bom pa prvoščil nekaj, kar ni preverjeno, ampak je pa kot moje doživljanje. Torej, zdaj grem v Ljubljano in to s sinom in z ženo z užitkom gremo vsake tok časa na ljubljansko sobotno dopoldne v Ljubljanici. To je za mojo dušo zelo potrebno in me božajo vsi evropski jeziki in tako naprej, ampak hkrati pa se Maribor in Ljubljana razlikujeta predvsem po tem, da je Ljubljana Balkan par excellence, da je Ljubljana ima svoje vrhove in ima svoje nižine, ki si jih Maribor s težavo predstavlja. Ne mislim samo črnogorske, pa srpske, pa te ali one šiptarske mafije. Mislim, ta utrip, ta je zajebanski, to Ljubljano doživljam kot katastrofo, takoj ko se človek iz tega kulturnega
azila Ljubljančanov umakne na robove v Štepansko naselje ali katerokoli smer z istim principom. Če tam koga vprašam, kje je ta ulica, me bo osebno peljal do tiste točke v zelo lepi kombinaciji bosanščine in ljubljanščine, torej prijazen bolj kot je mogoče in hkrati kot skupina lahko skrajno sovražen in skrajno odklonilen. Vojnović je napisal sjajni roman. Čefurji Raus, ja. Ta knjiga in ta njegov opis otrok, ki prihajajo v šolo in na eni strani slovenske mame z fotoaparati in z prisrčnim objemanjem z učiteljico, ki je še sploh ne poznajo, pa te prestrašene bosanske mame, ko njihovi otroci tako postavljeni noter v razred gleda in se popolnoma zavedajo, da to ni njihov razred, je vreden vsega spoštovanja ta zaznava. To vidim v Ljubljani. Ne želim si živeti 24 ur v Ljubljani, zadošča mi 3 ure do padom v soboto. V soboto je res prijetno, da v Ljubljanici. Po svoje smo na neki konec prišla. Ja, sva nekje, ja. Mogoče malce o umetnosti. Ste edini, ki ste izbrali med intervjujenci do sedaj izmed pop, art izdelkov mešanico odtisov med Prešernom in Trubarjem. Vsi od drugi so rekli, da to pa je grda slika. Gre za na nek način, bi lahko rekli, da je to razcepljena osebnost upodobljena. Ja. In moja srčna želja, da bi te osnove pismenosti in samozavedanja pri preljubih Slovencih po Trubarju in ta vrhunec jezikovni, kot smo ga doživeli tako zgodaj v Prešernu, da bi to bilo vodilo Slovencev. Meni, naprimer, jaz samo zelo spoštujem Prešerna, medtem ko zelo blizu mi je Kuntner za svojo preprosto govorico, ampak zavedam se te briljantnosti, kot Prešerno doseže slovenski jezik in jo občudujem. Tako da tole je pa res domiselno, tako posnet vse, kar je najpomembnejšega v Sloveniji, na tako kratek način, je pa to dosežek. Najlepša hvala. Enkrat ste izjavili, očitno sem brezupen optimist. Ja. Komentar na to in... Ja. Ta komentar je lahko tudi malo bolj skromen, torej jaz imam neizčrpno dozo naivnosti in če imam dober stik s človekom, smo pripravljeni v tistem hipu zaupati, pa me skoraj da nič ne moti potem, če tudi se izkaže v kakih drugih okoliščinah kot drugačen. To mi je samo bolj potrdilo, da človek nikakor ni enovita iz enega kosa izrezana osebnost, ampak da je bolj spominja na žgance, ne glede na to, za koga gre, da je samo od pristopa odvisno, na katerega izmed ljudi boš naletel pri čisto določeni osebnosti. Ta isti ima zelo, zelo različne podobe. Tako da sem v tem smislu vedno optimističen. Praksa me potrjuje, z večino ljudi z lahkoto shajam. V Mariboru se pa resnično počutim kot doma, kar to domačnost zelo, zelo potrebujem. In ta neposredni stik z ljudmi. Gospod Prosnik, najlepša hvala za odlični intervju. Moram reči, da sem užival. Jaz tudi, hvala. Živja.